Lepo pozdravljeni v tem lepem prostoru knjigarne Konzorcij, kjer smo se srečali na potovanju. Na potovanju k radosti, veselju in srečevanju. In seveda k knjigam. Včasih besedo hvala damo na konec. Ali pa nanjo morda celo pozabimo. Pa tokrat ne bomo naredili tako. Dali bomo to besedo hvala na začetek. In radi bi se zahvalili prav knjigarni Konzorcij, ki je partner Mestne knjižnice Ljubljana že skozi poti in dogodkov v mesecu Zlatih hrušk. In radi bi se zahvalili še dvema. Javni agenciji za knjigo in Mestni občini Ljubljana, ki finančno in tudi drugače podpirata strokovno delo Mestne knjižnice Ljubljana, predvsem Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. In danes bomo tako klepetali o knjigah. Pa ne o katerikoli knjigi, ampak o posebnih knjigah. Izbrali smo si dobitnice priznanja Zlate hruške. In o teh knjigah bomo klepetali trije bralno-knjižnični, knjižno-knjigarsko navdušeni posamezniki, ki se vedno znova srečujemo prav na teh poteh. Klepetali bomo trije. Najprej vam predstavim dr. Tino Bilban, predsednica slovenske sekcije IBI in tudi članica strokovnega odbora priročnika za branje kakovostnih knjig. Z nami bo klepetal in tudi z vami dr. Miha Kovač, predavatelj, avtor in pa tudi partner Mestne knjižnice Ljubljana, predvsem pri Založniški akademiji, tam na knjižnem sejmu, kjer se vsi srečamo najraje. In seveda jaz, ki sem sem v Ljubljano pripetovala iz Maribora, iz Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice. In pogovor o knjigah ne moremo začeti drugače kot s knjigo. In ta velika čebele ima napisana v sredini takšno misel. Vsaka rastlina ima v življenju dva cilja. Prvi, na kar napeljuje že samo ime, je rast. Drugi cilj je nastajanje semen, iz katerih se bodo razvile nove rastline. Dr. Miha Kovač, a niso tudi družinske domače knjižnice ena takšna rastlina? Najprej spodbujajo rast v družini in potem, ko posamezni družinski člani gredo kam zase, vsak odnese svoj kupček knjig in spet so seme nekje drugje. Zakaj so te družinske knjižnice, domače knjižnice tako pomembne za vse nas? Razlogov je več, ne. Morda ključni razlog je ta, da takrat, ko se otroci rodijo in začnejo spoznavati svet okrog sebe, ko se postavijo na zadnje tace, začnejo govoriti in tako naprej, takrat postanejo zgodbe v njihovem življenju zelo pomembne. In branje knjig in pripovedovanje zgodb je izjemno pomembna stvar tako pri socializaciji otrok, ker se s tem spoznavajo z novimi besedami, skozi branje knjig se spoznavajo s knjižnim jezikom, skozi branje knjig in pripovedovanje zgodb se učijo vživljanja v druge, se učijo empatije, se učijo razmišljanja. Vsega tistega, kar v resnici počnemo tudi odrasli, ko berejo, ampak otroci to počnejo na neki pač nižji ravni in s tem počasi rastejo. Hkrati, pa to pediatri zelo dobro vedo, je pa to branje družinsko in pripovedovanje zgodb izjemno pomembno za ustvarjanje stika med starši in otroki. Skozi to se ustvarijo vezi, ki potem držijo vse življenje. Tako da domača knjižnica je na nek način, zdaj bom mogoče rekel malo preveč strokovno, je na vrste indikator kakovosti družinskega življenja. Zdaj, tisto, kar se pa seveda zdi, zdaj govorim malo tudi svoje osebne izkušnje, če je družina zmerno disfunkcionalna in ima to sposobnost, da ohranja iz generacije v generacijo domačo knjižnico, je pa to nekaj izjemnega, je pa to v bistvu na vrste, domača knjižnica je na vrste zgodovina družinskega, intelektualnega življenja. Jaz imam to srečo, da imam doma še knjižnico, ki jo je začel moj staroče,
dela, to je kupoval zbrana dela Cankarja, zbrana dela Jurčiča in take stvari. Imam knjižnico svojih staršev in ena od stvari, ki me je neizmerno razveselila pred nekaj leti, je bilo, ko sem opazil, da ko sem se v Celju kot nadebudni mladenič od doma in rekel, jaz tukaj nikoli več nazaj ne pridem, jaz bom zdaj živel po svoje, ne. Takrat je moja mama in je rekla, me je vprašala, kaj pa naj s tvojimi knjigami naredim, ker si jih tukaj pustil, so rekel, ne vem, stran jih vrš, če te ne zanimajo. No, ona jih je spravila v klet, v neke škatle in zadnje, nekaj let nazaj, ko sem to odkril, je bilo zame to blazno fajn, ker sem odkril, kaj vse sem bral pred 40 leti, se spomnil svojih takratnih dilem, razmišljanj in tako naprej. Tako da domača knjižnica nam mogoče pomaga tudi to, da se na nek način soočimo sami s sabo, lahko s svojo preteklostjo, se spomnimo česa, kar bi radi pozabili, pa mogoče ne bi bilo dobro, da pozabimo. Skratka, knjižnice so v bistvu ene vrste odsev našega duhovnega življenja, našega skupnega življenja v družini in tega noben zaslonski medij ne more narediti, ne? Ker tisto, kar skupaj gledamo na televiziji, tisto zgine, ne? Tisto gre med oblake, da tako rečem. Knjige pa vse svoji materialnosti ustanejo in jaz verjamem, da bodo tudi ustajale, tako da domače knjižnice so super. So super, ja. Se vsi strinjamo. Ampak če jaz pogledam ta format, ne, teh čebel, ki so izjemne in lepe, in če od zgodb gremo k poučnim knjigam, Tina, zakaj si izbrati ravno takšno veliko knjigo za družinsko knjižnico, ko ne veš, ali bi jo tako postavil, ali bi jo tako postavil, ali bi jo tako odložil? Zakaj imeti tudi poučne knjige v družinski knjižnici? Kaj je ta prednost vedno pobrskati, poiskati in imeti takšne knjige v bližini? Ja, mogoče, če kar se najprej na čebele navežem, pri nas so čebele odgovorili na to vprašanje v tem tednu, ko imamo tudi doma malo teden novih zlatih hrušk in je moja ostala na kavču, pa sta jo hitro pobrala mlajše 2 člana družine. In tukaj so v bistvu najprej ilustracije tiste, ki potegnejo. Ampak ker so ilustracije tako nadrobne in tako navdušujoče, nista ostala pri informacijah, pri ilustracijah. In pravzaprav se je iz tega potem razvila cela debata o čebelah, o tem, kako živijo in tako naprej. Danes je marsikdaj splet tisto najboljše orožje, če iščemo, oziroma orodje, če iščemo določeno informacijo. Če vemo, kje jo poiskati, pa kako jo poiskati, če jo znamo vrednotiti. Se mi zdi, da v današnjih časih se še posebej kaže, kako pomembno je, da znamo informacije, ki jih najdemo na spletu, kritično vrednotiti. In tukaj se mi zdi, da je ena bralna kilometrina s poučnimi knjigami, pa tudi z leposlovjem, ena zelo dobra podlaga, ko se v bistvu znajdemo z eno množico informacij na spletu. Ker dobra poučna knjiga, pa ne nazadnje tudi dobra leposlovna knjiga, statistik nam ne preneseta samo informacij, ampak bralca tudi pospremita na eno pot kritičnega, samostojnega razmišljanja. In to je danes, ko nas informacije res obkrožajo, še toliko bolj pomembno. Še ena stvar, ki jo prinašajo poučne knjige, je mogoče ravno tako, ki se je tudi nam zgodila s čebelami, to, da te posrkajo v zgodbo noter. To, da ti ne najdeš samo ene informacije, ampak najdeš zgodbo, najdeš eno pot raziskovanja za naprej. In potem, ko si opremljen s tem malo bolj kompleksnim znanjem, tudi lažje najdeš neko posamezno informacijo, ko iščeš tudi na spletu. In poučne knjige so tiste, se mi zdi, katerim se vračamo, ki jih velikokrat beremo po koščkih. Zato je dobro imeti po moji v domači knjižnici kakšno kakovostno poučno knjigo, ki jo potem v trenutku navdiha nekdo potegne s poličke, ali pa če mu pade na glavo, ker je format tako velik, da ni šla čist na poličko, kar je ne nazadnje tudi lahko čist praktičen dogodek, ki mladega bralca spravi k branju. Ja, knjige v domači knjižnici so redko urejene po sistemih, ki veljajo v knjižnicah, ne? Torej ali šolskih, ali splošnih, ali visokošolskih. Vsaka domača knjižnica ima en svoj karakter, ima eno svoje sporočilo tistih, ki so jo oblikovali. In morda v tem, ko se pogovarjamo o domačih knjižnicah, se v bistvu pogovarjamo o ljudeh, ki jih gradijo in
prinašajo tudi vrednosti in vrednote te ene družine. In kako ta družinska domača knjižnica vzgaja te vrednote in za branje in za širšo družbo in kako jih prenaša navzven. To je za vprašanje kar za oba, vsak svojega vidika. Ja, mislim, jaz zdaj lahko tak zelo statističen odgovor na to. Ne? V raziskavi PIAC, ki meri bralno pismenost odraslih in matematično pismenost odraslih, in v raziskavi PISA sprašujejo udeležence tudi po velikosti domačih knjižnic, in na to je bilo narejeno kar nekaj zanimivih primerjav, kaj je z bralno in matematično pismenostjo ljudi, ki so bili vzgojeni v družinah z domačo knjižnico, in z ljudmi, ki so bili vzgojeni v družinah brez domače knjižnice. In krivulja je izjemno pomembna, namreč pismenost, bralna in tudi zanimiva tudi matematična pismenost. Ne? Na prvi pogled tega nisem povezoval, ker se mi zdi, da vsi, ki imamo radi knjige, smo malo matematično nepismeni, ampak ni res. Ne? Bralna in matematična pismenost se izjemno strmo povečujeta z velikostjo domače knjižnice, ampak to naraščanje je najbolj strmo od 0 do 200 knjig v domači knjižnici, potem se tam do 400 knjig še malo poveča, potem je pa krivulja ravna. Ne, skratka, več kot 400 knjig nima učinka, ne? Ker je mene malo v depresijo spravil, ker imamo pač doma zelo veliko knjižnico. Ne? Zdaj, to, kaj lahko iz tega sklepamo? Ne? Jasno, tukaj bi bil zelo napačen sklep, če hočeš imeti pametnega otroka, mu daj v sobo knjige, pa bo pameten ratal. Ne? To je, seveda ni to tako. Ne? Knjige imajo učink na družinsko življenje, samo če se uporabljajo. Ja. In tukaj, kot sem že prej rekel, jaz to velikost domače knjižnice razumem kot neke vrste indikator, in očitno je, da tam ljudje, ki zberejo, ki imajo doma tam 200 knjig plus, ne, imajo razvito neko bralno kulturo, ki jo prenašajo tudi na svoje potomce. Za tisto 200 plus pa več knjig, ne, sta pa zmeri dve opciji, ali si zgradiš eno ogromno domačo knjižnico doma, kar je zame najbolj priporočljivo, seveda je pa zelo smiselno hoditi tudi v knjižnico, ki jasno lahko do neke mere nadomesti to domačo knjižnico, ampak ne morejo pa nadomestiti iz nič. Ne. Skratka, če doma ni knjig, potem splošni knjižnični, in če v družini ni knjižnične kulture, potem splošni sistem knjižnic pri tem ne more kaj dosti pomagati. Lahko veliko naredi izobraževalni sistem, ampak knjižnice so pa tukaj seveda neposrednega poseganja v družino nekako odmaknjene. Ne. Tako da to je prvi tak učinek. Druga stvar, ki se mi zdi s tem povezana, je pa tudi zelo logična. Namreč jaz sem naredil eno primerjavo, zelo me je zanimalo, ali je kakšna korelacija med velikostjo domačih knjižnic in zadovoljstvom ljudi v življenju. In sem potem pregledal eno raziskavo, ki je delajo pod okriljem Združenih narodov, temu se reče World Happiness Index. Jaz to prevajam z indeksom zadovoljstva. Z indeksom sreče se mi zdi malo pretirano, ne? Ker imam enega sorodnika, ki je najbolj srečen, ki flaša vina vidi. Taka sreča mene ne zanima. Ne? In kaj se je pokazalo? Pokazalo se je to, da je 8 držav, pogledal sem 10 držav z največjimi domačimi knjižnicami, in če se prav spomnim, jih je 6 po indeksu zadovoljstva med prvimi 10, 200 pa še med prvimi 20. Ne? Tako da to je tako visoka številka, da že skoraj ne moremo več govoriti o korelaciji, ampak skoraj že lahko govorimo o vzročni zvezi med velikostjo knjižnice in zadovoljstvom življenja. In meni se zdi to zelo logična povezava, ne? Ker če je branje nekaj, kar nas vzgaja v empatijo, recimo, to počne predvsem branje leposlovja, branje bolj poljudno naravoslovnih znanstvenih knjig nas uči mišljenja, logičnega in abstraktnega, katerokoli branje knjig nam povečuje besedišče, poglablja in širi, kar pomeni, da so bralci tisti, ki znajo bolj kakovostno razmišljati in ki se znajo tudi bolj kakovostno vživljati v druge. In logično je, da ljudje, ki imajo take življenjske lastnosti, imajo bolj kakovostna življenja,
In družbe, v kateri je veliko takih ljudi, so tudi kot celota manj konfliktne in bolj zadovoljne. Tako da tukaj se mi zdi ena zelo logična povezava. Ne? In jaz, če bi ujel zlato ribco in bi me vprašala za 3 želje, ne, bi bile 2 osebne, ki jih tukaj ne bom povedal. Ena bi bila pa ta, da bi v Sloveniji starši otrokom več brali knjig doma, ker verjamem, da je to ena od tistih stvari, ki bi čez 10 ali pa 20 ali pa 30 let naredila slovensko družbo boljšo, kot je zdaj. Vse ne, da bi bila zdaj pretirano slaba, ampak lahko bi bila še bistveno boljša. Tina. Ja, jaz se ob teh temah spomnim, ko je Žiga X Gombač v enem intervjuju rekel, da kadar ga vprašajo za nasvet, kaj ne naredijo, da bodo otroci brali, da se mu zdi v redu, če se otroci doma spotikajo ob knjige, če jim kakšna na nogo pade. Mogoče se mi zdi to tako simpatično vodilo, ki je neke vrste opravičilo za stanje naše dnevne sobe, ampak dejansko se mi zdi, da če vodimo otroke v naravo, bojo raje ali pa lažje razvili en odnos do narave, in če so obkroženi s knjigami, bodo lažje razvili nek odnos do knjig in do branja in potem razširili to navdušenje potem naprej na neko samostojno raziskovanje. Se mi zdi, da če mogoče gledamo na družinsko knjižnico kot na eno tako stičišče družinsko, da mogoče lahko vidimo tudi to, da naše bližnje obdajamo s tistimi knjigami, ob katerih smo sami še posebej uživali v branju, ki prinašajo tiste informacije ali pa tiste zgodbe, ki se nam zdijo posebej zanimive ali pa pomembne, tiste vrednote, ki se nam zdijo pomembne. Ampak en tak hakeljc in čar v tem se mi zdi pa to, da je kvalitetna literatura vedno večplastna in da naši družinski sobralci mogoče v teh istih knjigah ne bodo našli istih stvari kot mi. In to se mi zdi pravzaprav en tak res čar družinske knjižnice, ki je povezan z družinskim življenjem na splošno, da so to pač tiste stvari, ki bi jih radi tudi predali našim bližnjim naprej, kako bojo pa te potem nadaljevali to pot, tudi s knjigami, ki so mogoče en pomemben del našega življenja, bojo mogoče zakorakali čisto drugo smer. Je pa pač stvar, ki bo izhajala ne nazadnje tudi iz teh knjig, saj sva že oba omenila, kako branje spodbuja samostojno in kritično življenje. Skratka, s tem je potem tudi nevarnost, da se sprehodi v drugo smer, kot smo imeli mi v mislih. No? In gre po svoji poti. Ja. In potem se nam lahko zgodi, da imamo kljub izdelanim kriterijem o kakovostni knjigi v družinski knjižnici tudi kakšen kič ali pa kaj podobnega, ker pač v tej fazi pustimo mladim, da to pot spoznavajo. Ne? Ja, ampak to se mi zdi eno tako, se mi zdi, da hrbtenica neke družinske knjižnice so res te kvalitetne knjige, h katerim se vedno znova vračamo. Predvsem v teh zgodnejših bralnih obdobjih so to knjige, h katerim se vračamo ves čas, lahko tudi dnevno. In tukaj se po eni strani se mi zdi prepozna in začne ceniti res kvalitetno literaturo, naprimer res kakovostne slikanice, ki jih lahko starši prebiramo tudi že 100-tič ali pa 200-tič, pa vedno znova kaj najdemo v njih tudi zase. Ali pa potem kasneje knjige, h katerim se vračamo v daljših časovnih obdobjih, naprimer v družinah z več otroki, mogoče z vsakim bralcem na novo. In tudi to je eno tako zelo posebno srečevanje, no, družinskih članov ob istih dogodkih, ki se jih potem, literarnih, ki se jih potem vsakič znova drugače dojema. In potem seveda, pač iz tega se izhaja in potem mladi bralci začnejo hoditi svojo pot in nositi svoje knjige domov, ki so na nek način izhajajo iz te bralske izkušnje in jo ali nadaljujejo ali pa uhojajo čisto drugo smer. Ja. Ja, družina je center vsega in je v bistvu vsega, ne? In ta korona, tudi tukaj ne moremo mimo tega, je pač pokazala ravno v prvem valu, ko so bile zaprte šolske in splošne knjižnice, ne? Torej v Sloveniji imamo izjemno mrežo splošnih in šolskih knjižnic, ampak takrat, pred 2 letoma, tistega 13. marca, so se zaprle tudi knjižnice. In takrat se je pokazala ta vrednost družinske, domače knjižnice, ker je naenkrat bilo dovolj časa. Ne? Včasih rečemo, da ni časa za branje, takrat pa je bilo dovolj časa in ta moč knjige in moč branja v kriznih trenutkih. Ne? Torej, nekateri rečejo, da je knjiga kot zdravilo, da je knjiga tisto vodilo, kako iz stiske naprej, da ni samo za prosti čas, ampak je tudi za zdravje in napredek
kako potem zgraditi eno knjižnico. Vemo, da se ne zgradi tako, ne, da greš pa, prideš v stanovanje pa rečeš, dajmo zdaj pa gremo nakupiti pa napolnimo police, ampak kako jo najti, kako jo postaviti v neko središče, če se to sploh da, če je prej nisi imel. Ne, ker marsikdo je zdaj v tej situaciji ugotovil, da je fino imeti kakšno knjigo pa le doma. Ali je kdaj prepozno začeti graditi družinsko domačo knjižnico? Miha. Ne, nikoli ni prepozno. Se tako je pri večini stvari v življenju. Zdaj, ena taka cinična teorija, ne, kako so nastale vse velike knjižnice, je, da si pač sposojaš knjige in jih navračaš. To je zelo popularnih in možnih pristopov. Drugače pa jaz ne vem, jaz mislim, da pač, ko človek začne malo razmišljati o tem, da bi imel pač knjige doma, je verjetno najbolj smiselno, da se pač usmeri na take, ki so mu zanimive in za katere se zdi, da jih bo večkrat vzel v roko. Ne? Nek kriminalni roman najbrž ni nekaj takega, kar bojo, ali pa tudi, no, bojo mogoče preživljali vsi družinski člani. Za neko stvar, ki pa zanima samo enega, je pa verjetno bolj smiselno, da si jo nekje sposodi v knjižnici. Ne? Ampak tukaj jaz mislim, da mora vsak sam nek svoj recept najdeti in pač kupovati in imeti doma predvsem take knjige, ki so nam ljube in ki nas zanimajo in ki jih vzamemo v roko, lahko tudi samo za nekaj, za ne 10 minut, da jih malo prelistamo, pa da malo odpotujemo v kakšen drug konec življenja in kozmosa in sveta in da se malo odklopimo od vse prisotnih zaslonskih medijev. Ni pa nikoli prepozno, ne? Ja, jaz mislim, da ni nikoli prepozno za take stvari. Tina, je kdaj prepozno za te poučne mladinske knjige? Ne, gotovo ne. Mi se ob teh knjigah vedno znova srečujemo. Se mi zdi, kot sem že prej rekla, da ob kakovostnih knjigah tudi za mlade bralce, tudi odrasli bralci odkrivamo neke nove plati, ki jih mogoče niti nismo opazili, ko smo bili sami mladi bralci, pa smo prvič brali, pa jih mogoče opazimo ob drugem ali pa ob tretjem branju. Skratka, to so knjige, ki jih je fino imeti na policah, se pa absolutno strinjam z Mihom, da pač so to tudi knjige, ki nas na nek način nagovorijo, tiste, ki jih je pomembno imeti v svoji knjižnici, nas ali pa nas v sogovoru s kakšnim drugim družinskim članom. Zdaj me je prešinila, koliko je še pomembno, da je knjiga lepa, da je knjiga in tekstovno, in kot ilustracija, in kot, zdaj če na koncu rečem, izdelek, lepa. Jaz mislim, da smo vedno bolj vizualni. Jaz, če primerjam knjige, ki sem jih jaz brala v otroštvu, ali pa knjige, ki jih zdaj jemljem v roke, je tukaj sigurno razlika v tem, koliko dajemo prostora in pomena oblikovanju ilustracij in tako naprej. In kakovostna ilustracija ali pa kakovostno oblikovanje je danes gotovo en nosilc pomena, nagovarjanja bralca in tako naprej. In se mi zdi, da predvsem je pomemben, da vsi elementi se povežejo, ko govorimo o kakovostni knjigi, no? Da ilustracija bodisi dopolnjuje, nadgrajuje, ne vem, izpostavlja tisto, kar prinaša tudi besedilo. Včasih nas lahko pa seveda nagovori tudi dobra knjiga, ki je zgolj zgodba, ki nas potegne v branje. Je pa velikokrat, predvsem pri mlajših bralcih, fino, tako kot naprimer pri Čebelah ali pa pri osamosvojitvi, to, da je oblikovanje pa ilustracija tista, ki potegne. Ki potem, ko knjiga leži na kavču, pritegne mladega bralca tja, potem je pa že začaran, potem pa že bere, pa bo tudi tekst tisti, ki bo prišel na vrsto in ga zadržal ob branju. No, tako. Jaz sem tukaj tako malo divjo teorijo. Steve Jobs je enkrat rekel, ne, da knjigo lahko vedno sodiš po njeni naslovnici. Ne. Glih obratno od splošnega prepričanja, ampak jaz mislim, da je imel v veliki meri prav. Zakaj? Zaradi tega, ker danes živimo v izrazito vizualni civilizaciji,
Vizualni mediji so zelo vplivali na našo percepcijo, tako da in tudi pri knjigah je zelo pomembno, da nas vizualno zagrabi. In zdaj tisto, kar pa meni moje založniške izkušnje in spomini govorijo pa tako, ne, da takrat, ko imaš ti dober in zanimiv tekst, se okrog tega teksta v založbi ustvari neka klima, ne, ki kar kliče k ustvarjalnim rešitvam. Tako da dobri teksti imajo ponavljati tudi zelo dobro oblikovanje, zato ker so tisti, ki so se, vsi, ki sodelujejo pri nastajanju take knjige, jih pač zgodba ali pa vsebine knjige na nek način potegne, tako da tudi sami zelo dobro kreativno to nadgradijo. Ne. In tele knjige, ki jih imamo tlele na mizi, so tipični primeri tega. Ne. Odlična ideja, odlična tekstovna realizacija in super slikovna nadgradnja. Ne. S tem, da tisto, kar se meni zdi, to malo skačem, ampak se mi zdi vsem fajn poudariti, glih pri teh knjigah, ki jih imamo na mizi, ne, zelo dolg časa je bila svetovna knjižna produkcija zelo, kako bi rekel, še zmeraj je do neke mere. Ne. Ta anglosaška produkcija je bila v njej blazno dominantna, kar tudi ni nič nenavadnega, ker gre tukaj pa za ogromne trge in ogromne količine ljudi. In zelo tako smo, ne, nekako jemali knjige z levo roko, ki so prišli iz drugih koncev sveta. Ne. Tele tri so, čeprav vidim, so vse vzhodno-srednje evropske, ne, ampak so, mislim, genialno narejene. Super. Ne. Tako da tukaj tiste stvari, ki se jaz želim tudi malo več pri naši založniški politiki, je to, da bi se znali tudi malo v te druge evropske prostore odpirati, kjer nastajajo super zgodbe in kjer nastajajo super oblikovane knjige. Odmik od utečenega in običajnega. Ne, tak, zdaj, okrog te klime je meni kar nekaj porodilo, da v bistvu vemo, da nikoli ne bodo vsi brali in da ne bo branja povsod doma. Ne. Ampak mi, ki smo takšni bralni navdušenci, pa ne nehamo o tem govoriti. Ne. Kar vedno, kadarkoli imamo priložnost, o tem govorimo. Pa ne vem, to je morda tako, kot če odkrijemo kakšno dobro slaščičarno ali pa kakšno dobro stekleničko s kakšno vsebino ali pa kakšen dogodek, da enostavno o tem moramo govoriti. Ne? In verjetno je tako tudi s pogovorem o knjigah, da v bistvu je premalo, da so samo knjige tukaj, o knjigah je treba govoriti. A bo šlo v to pravo smer, to razmišljanje, da o dobrih knjigah je potrebno čim več govoriti? Ja, odvisno tudi, kako zgovorni smo. No. Se mi zdi, da velikokrat je dobra knjiga tudi tista, ki mogoče tudi pri onih, ki nismo v vseh kontekstih tako zgovorni, sprošen pogovor. No. Mi zdi mogoče tudi v tem družinskem kontekstu so velikokrat lahko knjige tiste, ki odpirajo neke teme, ki bi jih mogoče drugače težje odprli. Ali pa odpirajo neke svetove, v katere mogoče drugače niti ne bi vstopili. No. Tudi tukaj mogoče, ki je že Miha izpostavil to, da prihajajo knjige tudi iz drugih okolij. Ne. Se s tem dobivamo tudi nek drugačen pogled na stvari, po eni strani malo drugačno estetiko, po drugi malo drugačno perspektivo. In če je knjiga taka, da lahko nagovori bralca v njegovem kontekstu, hkrati mu pa odstira še en drug svet, se s tem že vzpostavlja en dialog najprej s knjigo, in potem v bistvu lažje mogoče tudi s kom v naši bližini, potem, ko smo malo bolj odprti za različne svetove ali pa za različne poglede. Z tega zornega kota mimogrede je super biti pripadnik majhnega naroda. Ne? Zaradi tega, ker če znamo te prednosti seveda izkoristiti, ne? Zato ker če smo majhni, smo zelo prisiljeni, da gledamo v svet in če znamo gledati v večje in v zelo različne kulture. Ne? S tem vidimo in razumemo bistveno več kot nekdo, ki je ujet v neko ogromno skupnost, kot je recimo anglosaška skupnost, da o Kitajcih, ki jih je skoraj toliko kot starega polovice planeta, sploh ne govorimo. Ne? Tako da, in tudi mimogrede, ena od stvari, ki je mene tudi malo presenetila, ker sem gledal te indekse inovativnosti, ne, ki so tudi zelo najbolj inovativne države, so hkrati tudi tiste, kjer imajo ljudje doma največje domače knjižnice, ampak zelo zanimivo je, da med temi na vrhu teh inovativnih držav v glavnem prevladujejo države, ki so ali po svoji naravi dvojezične, kot je recimo Izrael, pa države, ki imajo zelo velike manjšine, kot je recimo Estonija, in ki so hkrati majhne. Ne.
Ker v majhni državi si prisiljen, da gledaš ven, ne? In zdaj, če imaš malo zdrave pameti, ne boš gledal samo tja, ampak boš gledal pa tja. Ne? In na ta način lahko dobimo veliko bolj kompleksno sliko v svetu in tudi dobimo veliko več zanimivih in inovativnih idej, kot nekdo, ki je ujet samo v svoj svet. Zato se zdi meni grozno fajn tudi to. Ne? To se mi zdi skoraj taka idealna situacija, ne? Da so ljudje sposobni brati knjige v več različnih jezikih. Ne? Ampak eden mora biti pa tisti pravi jezik, ne? Tisti, ki je naš in ki je ta prvi, ne? In tisti jezik je daleč najboljši. Ja, v tistem, ko sanjamo in ljubimo in tako uporabljamo dvojino. Ja, in preklinjamo. Preklinjamo pa lahko že v tujih jezikih. To v Sloveniji zelo značilno. Danes pač klepetamo ob mesecu Zlatih hrušk in Zlate hruške so tiste, ki vrednotijo produkcijo za mlade. In raziskave kažejo, da mladi precej več in boljše berejo kot odrasli, ne? Da nas kar malo šibajo in jaz sama rada rečem, da odrasli starši bodo za uspeh otroka naredili vse. Na koncu bodo celo brali, če bo potrebno. Ne? In naš pogovor se počasi izteka in gre v konec. In ker smo se pogovarjali o Zlatih hruškah in ker se pogovarjamo v mesecu Zlatih hruškah, ker smo v konzorciju, ne moremo drugače, da ta pogovor zaključimo s pesmijo Anje Štefan. Hišno avtorico Mladinske knjige, če tako rečemo, in seveda Prešernovo nagrajenko. In ena njenih gre takole. Že od jutra si prepevam. Že od jutra si prepevam. Vem, da bo prekrasen dan. Vse mi teče kot po maslu. Veter piha v pravo stran. Nisem sončece, a sijem. Nisem ptička, a letim. Kam me nese? Prav me nese. Nos imam, pa grem za njim. Mi je kakšno zrno sreče padlo v čevelj ali žep. Kamorkoli se obrnem, svet je velik, svet je lep. Kajti danes sem kot sonce, danes poje mi korak. Kdo je pihnil, pihnil, pihnil dobro voljo skozi zrak. Ja, to dobro voljo, to srečo lahko pihnemo ljudje, lahko pihnajo knjige, pa naj bodo doma, knjižnici ali knjigarni. Samo da so del vašega življenja. Hvala vam, da ste si utrgali čas in pogledali ta posnetek. Ker pač glede na razmere ne moremo biti skupaj v živo. Ampak počasi imajo posnetki tudi to prednost, da jih lahko gledate večkrat, kadarkoli, kjerkoli, kot knjiga v domači knjižnici. Hvala vam. Hvala vama.